Je pa bilo zanimivo, ne, mi smo to v takem lepem vzdušju delali, mislim, nič hudega sluteč, ne. Naslednji dan, ko pa je večer bil objavljen, ne, ko je izšel, pa sem dopoldan dobil en klic po telefonu, po tem stacionarnem, iz kasarne mariborske, neki polkovnik ali kaj je bil, me je vprašal, če sem jaz ter ne vem, kako je to izvedel za mene, in je rekel, če bi prišel k njemu noter v njihovo pisarno, ne. Ja, sem rekel: "Dobro, ne." Odložim, pol pa sem jaz se doma posvetoval z ženo pa s sinom pa z enim sosedom, pa je rekla žena: "Če boš noter šel, te bojo tam, kako bi rekel, lahko ugrabili, ne." Ker je bila pač to provokacija za njih. No, in pol še enkrat klical, te pa me še po telefonu nadrl, ne, ker nisem po 2 urah, ali koliko je bilo, ne vem več, se ne spomnim. V glavnem je rekel, da bom si zapomnil, kaj si jaz sploh mislim, ne, če se zavedam, kaj sem naredil, pa tako mislim. Te pa me je že postalo strah malo, ne. In smo pol spokali stvari pa smo šli gor k ženinim staršem, ne. Sosedi smo pa rekli, naj malo tu kontrolira pa to, ne, in je tu hodila okrog ena Albina Šerbinek, saj že pokojna, in nam je vse javila pol po telefonu gor. Pravi, polno vojaških avtojev je tu, tistih džipov pa to, ne, pa slikali so pa to in tudi en listek so mi gor na vrata nastavili, tak kar grozilen, ne. Če se ne bom javil, da bom oni poiskali, ne. Je rekla soseda, da je čula, da so se, ko so se pogovarjali, da sem sigurno v Avstrijo pobegnil, ne.